Drage gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Eden od 5 letošnjih novomašnikov, ki bodo ob prazniku apostolov Petra in Pavla posvečeni v duhovnike, je Timotej Fijavž Vivod, ki prihaja iz Slovenskih Konjic iz nadžupnije svetega Jurija. Odločitev za duhovništvo se je v njem skozi leta vseskozi krepila. Na poti odkrivanja poklicanosti mu je bil v veliko pomoč arhidiakon Jože Vogrin. V diakona je bil posvečen lani junija v župnijski cerkvi svetega Jurija v Slovenskih Konjicah. Timotej, lepo pozdravljeni v studiu družine. Lepo pozdravljeni. Zdaj, leto je nekako naokoli, a so še spomini na to diakonsko posvečenje so še dovolj živi, da si prikličete marsikakšen utrinek od tega slovesnega dogodka? Ja, zagotovo, to je eden zelo lepih, življenjskih dogodkov in spomini so še tudi po nekaj mesecih zelo živi, tudi na tisto obdobje pred samim posvečenjem, ki je bilo zelo lepo z duhovnimi vajami, odmikom v tišino in neko duhovno pripravo na ta velik življenjski trenutek, ki se je potem zgodil v naši čudoviti nadžupnijski cerkvi svetega Jurija v Slovenskih Konjicah. Sem bil res vesel tega dne, tudi vseh, ki so prišli me podpreti z molitvijo in z svojo prisotnostjo. Kako pa ste zdaj preživeli te mesece do tega trenutka, ki bo pa še korak oziroma stopničko višje kot diakonsko posvečenje? Ja, ti meseci potem po samem diakonskem posvečenju so bili tudi zelo pestri. Vikende sem preživljal na župniji, kjer sem opravljal diakonsko, prakso oziroma diakonsko leto na župniji Hajdina pri Ptuju. Sicer pa med tednom pa sem še prihajal tudi v Ljubljano, kjer smo že tudi na teološki fakulteti z drugimi diakoni obiskoval ta pastoralni letnik, 6. letnik, kjer smo pač določene vsebine tudi še skupaj predelovali in se na ta način pripravljali na to, kar sledi prav kmalu na duhovniško posvečenje. Če zdaj narediva en tak časovni lok od sedanjosti in greva v vaše otroštvo, torej iz katere župnije prihajate, iz kakšne družine izhajate, kako ste doživljali tiste prve trenutke v vaši domači župniji? Ja, prihajam torej iz nadžupnije svetega Jurija v Slovenskih Konjicah, iz družine, kjer so poleg mene še 2 mlajša brata dvojčka in pa starejša sestra. Skupaj smo pa otroštvo preživeli seveda z očetom in mamo in pa tudi z starimi starši. Tako da je bilo zelo pestro, zelo nas je bilo veliko v hiši skupaj, več generacij in smo se nekako drug ob drugem brusili, se utrjevali in je bila to res ena taka zelo dobra šola tudi naprej za življenje. Če živiš sam, je verjetno bolj tako. Mi smo pa bili res, nas je bilo več in smo se drug ob drugem, se spodbujali, potrebno je pa veliko tudi včasih potrpežljivosti in tudi starša sta imela kar dosti dela z nami, ampak vse se je lepo izteklo in vsi smo nekako zdaj že bolj v tej dobi odraslosti in vsak na svoji življenjski poti, še vedno pa, za kar sem tudi zelo vesel, zelo povezani, zelo znamo tudi skupaj stopiti, skupaj držati in res se mi zdi, da to je ena največjih stvari, ki jo lahko starši otrokom dajo, da jih naučijo, kako biti povezani, kako skupaj držati in v tistih lepih, pa tudi mogoče kdaj v težjih trenutkih, ki zagotovo v vsako družino tudi pridejo in Bogu hvala, da je bilo tako. Lahko rečete, da ste imeli torej v starših, pa tudi starih starših, en zgled prve vere, kako živeti evangelij, kako živeti življenje v Kristusu in po Kristusu? Ja, in v starših in tudi v starih starših, kot sem rekel, smo skupaj živeli. Predvsem tako en zgled iz družine, ki bi ga izpostavil, je gotovo moja stara mama, babica, ki je tako zelo veliko časa preživi v molitvi, poleg tega pa seveda tudi redno obiskuje bogoslužja, poleg tega pa tudi je res taka skrbna, ljubeča in je res, se mi zdi, da sem pri njej gledal, pa še vedno
gledam tisti zgled prave krščanske ljubezni, ki se resnično daruje za druge. Zdaj, če sem prav ujel, kar ste pripovedovali, se pravi starejša sestra in mlajša brata dvojčka, Tako vi pa je. ste potem na sredini nekje, Jaz sem pa tako na sredini. Ja, kako je bilo odraščati ob starejši sestri in ob mlajših bratih? Je bila sestra tista ta glavna, kdaj tudi? Ja, ženske imajo rade zadnjo besedo, rade so ta glavne, ampak tako mislim, da smo trije fantje večkrat, bom rekel, prevladali. Je pa bilo lepo. Starejša sestra je tudi tako pomagala kdaj nam mlajšim bratom v kakih zadevah za šolo, nas je kaj naučila, sama je tudi obiskovala gimnazijo in potem še fakulteto. Mi smo bili takrat še vsi v osnovni šoli in nas je nekako pri kakšni matematiki, vsaj mene sploh, mi je zelo pomagala, me zelo spodbujala, mi tudi pač me inštruirala, bom rekel, na nek način včasih in sem tak zelo hvaležen za to. Mlajša brata pa seveda tudi zelo tak, sploh v otroštvu, ko smo bili še mlajši. Zelo nagajivo je bilo tudi, kako smo skupaj ušpičili, tako da tudi starša sta imela nekaj dela z nami, pa stara starša, ampak bilo je lepo, no, kljub temu, da nas je bilo več. Se mi zdi, da je ravno to dalo tisto eno pestrost mojemu odraščanju. Kdaj pa, Timotej, ste začutili to povezanost ali pa ljubezen do cerkve, do tega, da želite recimo tudi sami biti aktiven, dejaven člen v župniji, ne samo stranski opazovalec? Ja, torej bi rekel, bilo je več, ni bil zdaj to en sam trenutek, ki bi pa zdaj rekel, zdaj sem pa se jaz nekako odločil, da bom postal duhovnik, ampak se mi zdi, da je bila to ena taka res življenjska pot, ki me je do tega pripeljala. Več je bilo takih dogodkov, mogoče bi pa dva taka najbolj omenil, in sicer mogoče najprej prvo sveto obhajilo. Zakaj to? Poleg vse te priprave, ki je bila z šmarnicami, zdaj smo ravno v mesecu maju, in pa vsem tem, kar smo pač mogli takrat se pripravljati pred prvim svetim obhajilom. Potem po prvem svetem obhajilu sem se priključil tudi oziroma pridružil ministrantom, sem začel ministrirati v domači župniji in je bil to en tak prvi bližnji stik, bom rekel, tudi ob oltarju sem tam stal in tako. En tak, bom rekel, sicer bolj zunanji, ampak taki vtis sem dobil, da je to nekaj velikega, nekaj lepega, kar se tam dogaja, kar pa prej mogoče pred prvim obhajilom pa tako nisem tako čutil, ker sem bil, bom rekel, iz klopi, tam mi je bilo mogoče, bi rekel, pa vse nekako ne brez veze, ampak tako, kot je pač malemu otroku včasih kaj odveč, pa zakaj mora to biti. Potem sem pa skozi ministriranje pa tako pa spoznal to eno veličino, bom rekel, tudi svete Evharistije, svete maše in ostalih zakramentov, in nekako je bil to prvi tak trenutek mogoče. Potem pa drugi tak trenutek bi pa rekel, da je bil na moji poti poklicanosti pa tudi sveta Birma. Tam pa tudi zopet 9-dnevnica pred sveto Birmo, pa imeli smo takrat še en tak kratek duhovni vikend, duhovne vaje, pa tudi šmarnice in vse to, kar smo imeli, priprave. Takrat sem se pa nekako bolj aktivno začel tudi vključevati še drugje, postal sem tudi potem po Birmi oratorijski animator in sem v bistvu bolj aktivno sodeloval še v župniji in pa bolj, kar je bilo pa po mojem tisto ključno, sem se pa še bolj povezal tudi z domačim župnikom, ker sem začel več ministrirati, več pač je bilo stika z njim in potem je to nastalo res eno tako, bom rekel, lepo prijateljstvo, ki mi je zelo pomagalo tudi na moji življenjski poti v razločevanju tudi kasneje potem poklicanosti. Omenili ste, ja, torej poklicanost pa tudi izgled, če najprej torej pri starših, starih starših, potem domači župnik, pa tudi omenil sem na začetku arhidiakona. Torej vsi ti zgledi so nekako vam nakazovali, da bi ta pot lahko bila vaša pot. Ja, tako je, v bistvu je bilo, kako sem začutil mogoče to, da me Gospod kliče na pot duhovništva. Najbolj je bilo eno veselje, ki sem ga čutil ob vsem tem, kar sem pač delal na domači župniji, se pravi od ministriranja do tega, da sem pomagal pri animatorjah, pa tudi samo veselje do molitve, do obiskovanja svete maše.
od prvega letnika srednje šole nekje dalje, sem začel potem redno tudi med tednom, več ali manj, koliko mi je pač uspevalo, vsakodnevno obiskovati sveto mašo, tudi in sem bil zelo aktivno vključen. In tam sem tudi gledal pač seveda zgled domačega župnika, kak duhovnik živi. In tam je meni to hrepenenje, to veselje, bom rekel, raslo in pol je pač to nekako sem ugotovil oziroma razločil, da je to tista prava pot, na katero me Gospod v življenju kliče in tako sem se pol podal. Najprej sicer v srednjo zdravstveno šolo, a ne? Tako. In ste takrat sicer se že tudi, bomo rekla, orang spogledovali z duhovniškim poklicem? Ja, tako, v bistvu je bilo tako, da me je zelo veselilo, mogoče tudi po zgledu mame, ki je medicinska sestra, me je zelo veselilo neko to delo z ljudmi, pomagati ljudem. Vedno mi je bilo to nekako pri srcu in pač potem po osnovni šoli oziroma po koncu osnovne šole, ko je prišel tisti čas odločitve nekako za to, kam naprej, kaj bi v življenju sploh počel, kaj je tisto, kar me veseli, je nekako tisto se pokazalo kot to, da bi nekako služil ljudem v zdravstvenem poklicu in sem zato pač potem šel v srednjo zdravstveno šolo, ki sem jo tudi pač potem dokončal, seveda vse, in tudi že prakso, pa tudi potem še malo kasneje, še vmes, kakšen teden tudi delal že kje v zdravstvu oziroma predvsem recimo tudi nekaj sem počitniškega dela imel v enem zavodu v Konjicah, kjer so ti s posebnimi potrebami, varstveni delovni center oziroma zavod Karion, zavod Čebelica v Konjicah, tam sem tudi nekaj že delal. Teda to je bila najprej mišljeno kot moja, kar sem jaz mislil, da bo moja tista prava pot v življenju. Potem pa ob tem pa seveda je že malo tlilo tudi, bom rekel, to za duhovništvo in v času potem srednje šole oziroma že kar na začetku srednje šole se je potem to bolj jasno pokazalo in potem sem pač se že takrat odločil vmes, da pač po srednji šoli nadaljujem s pripravo na duhovništvo na teološki fakulteti pa v bogoslovnem semenišču. Čeprav pa tudi po tej odločitvi, ki bi mogoče kdo rekel, da je bila, bom rekel, kar zgodaj, nekje konec prvega letnika srednje šole, če rečem, tako nekako postavim, ampak ni bila tako ravna potem pot ali pa gladka, kak bi rekel, do duhovništva, do tega trenutka, da sem pred posvečenjem, ampak je prišlo potem še vmes za vpis na teološko fakulteto, seveda, vsaj za ta naš program, sem potreboval še 5. predmet mature, v bistvu, oziroma ali pa gimnazijsko maturo, in potem je pač bilo treba to opraviti in sem 1 leto vmes po srednji zdravstveni šoli še preživel na zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru, tam v dijaškem domu in pa na škofijski gimnaziji, kjer sem se pripravljal na ta 5. predmet v bistvu iz mature iz zgodovine. Sem hvaležen, da sem imel to možnost, takrat je bilo ena taka mala preizkušnja, taka prva, no, kako se bo zdaj to razpletlo. Po srednji šoli bi rad šel na teološko fakulteto bogoslovje, pa ni zdaj mature in ni še pogojev za vpis, no pa je potem Gospod tako lepo to uredil preko dobrih ljudi na zavodu Antona Martina Slomška, da sem lahko tam 1 leto bival v dijaškem domu in pa res utrjeval to znanje, ki je bilo potrebno, da sem 5. predmet mature opravil in potem sem se lahko vpisal na teološko fakulteto, ampak bi človek rekel, tu je konec zdaj teh ovinkov na poti, ampak še ni bilo čisto tako, kajti vmes ravno v tistem letu, ko sem bil pa v Mariboru na škofijski, je pa prišel v bistvu ta novi propedevtični letnik, pripravljalni letnik v Šmarju pri Jelšah in sem bil potem tudi v to vključen. Tako da sem potem še nisem šel po gimnaziji, po tistem letu na gimnaziji takoj na teološko fakulteto, ampak šel vmes v propedevtični letnik, kjer sem potem 1 leto skupaj seveda z vsemi ostalimi, ki so takrat pač vstopili na pot priprave na duhovništvo, preživel. Tam smo imeli tudi določen program, je bilo tako, bom rekel, ni bilo vstran vrženo leto, kot bi mogoče se na prvi vtis slišalo, no, ali pa zdelo, ampak je bilo res, bom rekel, 1 tako leto, kjer sem predvsem dobil neke
temelje molitvenega življenja, bolj pa tako še malo bolj tudi od bliže spoznaval kakšen drug zgled duhovnika, ker smo tam živeli na župniji, pa seveda tisto, kar me nekako najbolj veseli, me je veselilo, pa me tudi še zdaj, to je pa srečevanje z ljudmi na tisti župniji, kjer so bili zelo dobri, zelo prijazni, zelo gostoljubni, in to je bilo tako eno tudi, bom rekel, lepo leto, pač priprave na vstop, potem pa res končno v Ljubljano, bogoslovje in pa na teološko fakulteto. Ja, časa za razmislek je bilo torej več kot dovolj. Kako pa so vaši domači, torej stari starši, konec konca tudi sestra in mlajša brata, spremljali to vašo odločitev? Je bilo kakšen trenutek, ko so recimo rekli, zdaj si bo morda pa še premislil, ali so vas nekako kar rekli, no saj pa resno misli? Ja, bom rekel tako, no. Na začetku, ko sem tudi še jaz sam se bolj odločil, pa tako sem že malo povedal doma, pa tako kaj mislim v življenju početi, ampak Nikoli pa človek ne ve, ne? Ja, tisto prvo, kar sem doma povedal, je bilo tako. Mogoče so si mislili malo tako, saj to je neka muha enodnevnica, pa bo minilo ga, to je zdaj nekaj vmes, kar si mogoče želi, pa mogoče ni čisto to. Ampak to je bilo samo na začetku. Potem pa vedno bolj, kot sem tudi jaz, kot sem rekel, se bolj vključeval v življenje župnije, pa redno hodil k sveti maši, pa ko so videli, da me to res veseli, nekako napolnjuje, so pa tudi oni videli, mogoče pa je to tista njegova prava pot in so me tudi podprli. Nikoli ni bilo, bom rekel, da me ne bi podpirali ali da bi te moje odločitvi nasprotovali. Spomnim se besed mame, ki je rekla, karkoli boš v življenju počel, važno je, da si tam srečen in izpolnjen in potem je to tista prava pot v življenju za tebe in tako tudi je, nekako na tej poti, ki sem zdaj, se počutim srečnega, izpolnjenega in zato jo tudi nadaljujem in zato sem tudi tik pred duhovniškim posvečenjem. Ja, to je najbolj pomembno, da človek dela tisto, kar ga najbolj veseli. Sicer pa morda se ti področji, ki jih omenjava, če ste bili najprej na srednji zdravstveni šoli, pa duhovništvo, na prvi pogled zelo različna poklica, pa vendar eden zdravi bolj telo, drug pa zdravi recimo duše, tako da tako vsak sebi niti nista, ta dva poklica. Ja, ali drugače. Sta zelo, v bistvu, bom rekel, povezana, veliko povezav je, veliko je srečevanja, dela z ljudmi, pomoč ubogim, v bistvu tistim najbolj ranljivim. Recimo še zdaj, ker tudi kot diakon ali pa že prej sem 2 leti bil na praksi na župniji v Šentilju, v Slovenskih goricah, sem vedno za prve petke obiskoval bolnike in prinašal sveto obhajilo in to mi je bila pa še zdaj mi je ena najlepših, bom rekel, stvari, ki jih kot duhovnik bom opravljal, pa ki jih že zdaj smem opravljati in tu vidim eno tudi povezavo tega mojega, bom rekel, prvotnega poklica, zdravstvenega in pa sedaj duhovniškega. Tako da je zagotovo to vse skupaj prepleteno in to. Kako pa bi opisali to pot na fakulteti, najprej propedeutični letnik, pa potem še sam čas študija? Kako ste se tudi osebnostno morda spreminjali, zoreli na poti do tega trenutka? Ja, ker je pot, bom rekel, ni tako kratka in tudi iz večjih različnih področji se dela. Ni zdaj samo študij ali pa ni zdaj samo molitev, pa se pravi formacija čist, bom rekel, za duhovništvo, ampak je več različnih področji. Tako da bi rekel, da so mi ta leta priprave na duhovništvo predvsem dala neko, bom rekel, oziroma ko zdaj nazaj pogledam, je bil to čas neke najbolj osebne, duhovne, pa tudi, bom rekel, študijske čist poglobitve, da sem nekako tudi osebno videl mogoče, kje so moje, bom rekel, talenti, prednosti, kje so tudi šibkosti, sem na tem lahko tudi skozi to formacijo delal, na tem gradil, kako stvar popravil, kako stvar odpravil. In tako, ni bilo samo, študijsko ali pa tako duhovno, ampak je bilo res iz vseh področij in človeškega in duhovnega in potem študijskega. Tako da je ena taka pot osebne rasti, ki jo zelo čutim pri sebi, da je nek, bom rekel, tudi ta čisto osebnostni napredek, da sem tudi Bogu hvala, čisto tako kot oseba, kot človek, bom rekel,
nekako zrastel tudi v odnosih do drugih, do samega sebe, do Boga, tako res na vseh področjih. No. Pravite, da vas najbolj veseli, najbrž se tudi kot duhovnik najbolj veselite tega srečevanja z ljudmi, prinašanje zakramentov med ljudi. Pa me zanima vaš pogled recimo na današnjo mladino v naši družbi, pa ne samo na mladino. Ne. Namreč opaža se ta trend v Evropi, tudi v Sloveniji je zaznati te trende po rasti števila katehumenov. Se pravi, se vam zdi, da današnji človek išče vero, išče Boga, išče pot preko duhovnikov do tega, po čemer hrepeni? Ja, zagotovo, ko ste omenjali te katehumene, rast števila katehumenov po Evropi in tako, se mi zdi, da je to en velik pokazatelj, da tudi današnji človek v današnjem svetu je odprt za Boga, ampak seveda so pa nekako, bom rekel, načini tako tudi izražanja vere in kako sploh se vera prenaša, bom rekel, iz roda v rod, zelo drugačni, kot so bili mogoče v preteklosti. Vemo, kakšna je situacija z družinami, veliko je razbitih družin, veliko je takih staršev, ki, bom rekel, ne prakticirajo redno verskega življenja in potem tudi, bom rekel, na otroke se to ne more prenesti, tako kot se je to včasih prenašalo že v nekem družinskem okolju, ampak kar me pa veseli, pa je to, ravno to kažejo pa katehumeni, da pa potem kasneje v življenju, ko pa ti ljudje nekaj iščejo, ko iščejo nek smisel, neko, bom rekel, tudi mesto v družbi, v svetu, pa nekako jih veliko najde tudi to pot vere in jih najde Boga in se potem tudi odločijo za prejem zakramentov, za sveti krst in tako naprej. In to pa je, bom rekel, spodbudno gledati, ne samo zaradi številk, ampak predvsem zaradi tega, ker je to pokazatelj, da res današnji človek je tudi še odprt za Boga in da išče, samo pač tam, kjer najde mogoče malo mesto, kjer to najde, je mogoče malo različno, ni mogoče vedno to domača družina, ampak mogoče kasneje okolje ali pa življenje ga nekako do tega pripelje. Tako da jaz z nekim veseljem pa z nekim pozitivnim pogledom gledam naprej tudi na svoje delo in na stanje, bom rekel, cerkve tudi v svetu, da nekako ni to šlo nekam v kot ali pa v pozabo, ampak je nekaj živega in da tudi je človek današnji še odprt za te stvari in to me nekako veseli, da se tudi podajam, da bom na tej poti, kot duhovnik prinašal ljudem Kristusa in podajal zakramente nekako, da bom jim s tem pomagal iskati tudi in pot do Boga in to. Omenili ste velikokrat zdaj v tem odgovoru pomen in bližino družine. Zdaj, sami ste tudi že stric, pa tudi krstni boter. Torej, res ena pomembna vloga in naloga v življenju. Tudi že tisti najmlajši opazujejo starejše in zdaj, ko bodo v vas videli ne samo strica, ampak tudi kot duhovnika, najbrž čutite morda še nekoliko večjo odgovornost. Ja, to je ena najlepših, bom rekel, nalog, hkrati pa tudi ena najbolj odgovornih nalog, kar bi jih lahko dobil v družini. Kot stric najprej seveda sem vesel te čisto človeške bližine, povezanosti z nečaki, zdaj so še vsi trije bolj majhni, prvi gre ta starejši gre zdaj v prvi razred, ostala dva pa sta še mlajša, Timeja in pa Teo, pa Tjaž, ta najmanjši. Vsi na črko T. Vsi na črko T, tako. No in je v bistvu nekako ta človeška bližina mi je najprej zelo blizu, no, in pa tudi kot boter, seveda potem ta odgovornost, da sem ne samo z besedami, predvsem z zgledom svojega življenja, da jim res kažem tisto pravo smer k Bogu, k nekemu urejenemu, pristnemu, verskemu življenju in se to tudi najbolj trudim, kadar sem z njimi, kadar imam pač možnost
da res in kaj povem tako o Bogu, o veri, pa tudi s svojim življenjem, s svojo ljubeznijo, ki jim jo skušam izkazovati, pričam o tem, da pač je pomemben tako odnos do Boga, kot tudi do bližnjega. No. To si želim jim predvsem predati naprej. Zdaj, če ste vi zgled njim, kdo pa je v vašem življenju, Timotej, največji zgled? Če recimo, najprej ste omenjali starše, stare starše, ampak če pogledava v tem morda cerkvenem, duhovnem svetu, kdo pa je vaš zgled ali pa oseba, pri kateri se največkrat ustavite? Ja, zdaj malo sem že vmes mogoče nakazal. Največji, bom rekel, tak zgled duhovnika mi je bil gotovo domači župnik, domači arhidiakon, gospod Jože Vogrin. Z njim sem pač tako nekako zelo povezan in on je s svojim pristnim duhovniškim življenjem velik vtis naredil name in mi predvsem tako ne na silo, ampak čisto življenjsko pokazal lepoto duhovništva, lepoto življenja, ki je darovano za Boga in za ljudi. Zdaj, v čem mogoče je prav ta zgled, bi rekel čisto preprosto. Benediktinsko pravilo pravi ora et labora, moli in delaj, in nekako to sem videl pri njem. Tega se drži. Delaven duhovnik, ki v ospredje postavlja odnos s Kristusom, rad ima Boga, rad ima ljudi in to se tudi vidi v njegovem življenju, v njegovem delovanju in to mi je bilo nekako največji zgled na tej poti. Potem pa seveda so še vsi drugi duhovniki, s katerimi sem se v svojem življenju srečeval. Tudi mogoče ta zadnji konjiški novomašnik, ki je bil gospod Marjan Ristič, ki bo tudi moj novomašni pridigar. Bom rekel, ne bo samo tista pridiga, ki jo bo tam na novi maši imel, ki jo bo povedal, odločilna, ampak je bila, bom rekel, pridiga njegovega življenja, kako on živi svoje duhovništvo, ena sproščenost, veselje, ki sem ga začutil v njem, je bilo tista, bom rekel, življenjska pridiga, katere sem bil najbolj vesel in ki mi je bila tudi v en tak močan, dober zgled. Teda, če bi mogel izpostaviti, bi mogoče ta dva zgleda, pa mogoče pa zdaj v zadnjem obdobju, bom rekel, pa tudi še mogoče izpostavim enega duhovnika, ker sem bil 2 leti na pastoralni praksi v 4. in 5. letniku bogoslovja, sem med vikendi hodil v župniji Šentilj v Slovenskih goricah in pa Maribor Košaki in sem tam tudi imel zgled dobrega duhovnika, to je bil pa gospod Igor Ignacij Novak, ob katerem sem pa tudi, bom rekel, zdaj zadnje leta gledal, čist se učil tudi bolj praktičnih, če lahko tako rečem, stvari na župniji in mi je bil res to tudi en velik zgled, tudi predanega, srčnega duhovnika. Pri njem me je pa res nagovarjalo najbolj ta odnos do ljudi, zelo rad je bil z ljudmi, zelo jih, bom rekel, vsakega spoštuje, vsakega lepo sprejme in ima vedno kako tudi toplo besedo za bližnjega pripravljeno in to me je zelo nagovarjalo in sem bil tega tudi zelo vesel, da sem lahko pač 2 leti pred njemu preživel med vikendi. Teda, to so pa zdaj res tisti 3 glavni zgledi, ki so do zdaj na moji poti najbolj vplivali, bom rekel, na mene in na mojo pot. Omenjate torej tudi te vesele, prijetne trenutke v vašem življenju. Zdaj, izvedel pa sem, da v prostem času tudi zelo radi zaigrate na harmoniko. A je bila harmonika prisotna tudi v vaši družini že? Kdo od vaših staršev, starih staršev igral na harmoniko? Zdaj prav v družini ni nihče igral na harmoniko, teda sem jaz prvi, ki sem se za to, bom rekel, odločil. Mene je zelo veselili nekako ta narodno-zabavna glasba, zelo rad poslušam kakšne pesmi, predvsem v avtu ali pa tako, ko se vozim, si večkrat naštimam kak fajn radio in potem poslušam te narodno-zabavno glasbo. Sicer pa harmoniko sem začel jaz igrati, mislim, da je bilo v 4.
razredu osnovne šole, v glasbeni šoli Mateja Banoška v Slovenskih Konjicah. On mi je bil nekako, bom rekel, mentor na harmoniki, no, nekaj časa sem to obiskoval, zdaj pa pač zelo rad, kadar je le priložnost, vzamem v roke, zaigram. Najbolj se mi zdi, da tako, kadar imam prosti čas, da res tisto za sebe zaigram, v miru, mogoče v svoji sobi ali pa kje tako. Pa tudi seveda, če je pa priložnost, pa tudi kje na kaki, bom rekel, na kakem pikniku ali kje, recimo, zdaj je bilo ravno nekaj tednov nazaj, se je moja sestra Lucija, bom rekel, končno poročila in sem tudi z veseljem enih par tam zaigral, in na ta način tudi širil to veselje, ki ga sam čutim ob glasbi, tudi med druge, no. A boste morda zaigrali tudi po slovesnem dogodku, po novi maši? Če bo priložnost, zagotovo. Najljubša skladba, ki jo imate, ki jo zaigrate? Bi pa rekel od Lojzeta Slaka V dolini tihi, zato ker se mi zdi, da vsak Slovenec to pozna in vsak zna tudi zraven zapeti, in najlepše je, kadar skupaj zapojemo in zaigramo in se skupaj poveselimo. No, zagotovo ne bo tiho, ne, na ta dan. Počasi se približujeva koncu najinega pogovora, pa morda še nekaj čisto takih tehničnih stvari okrog posvečenja in tako naprej. Zdaj vi boste posvečeni v duhovnika 28. junija, torej na, bomo rekli, tisto popoldne ali večer pred samim praznikom apostola Petra in Pavla. Torej bo veselo takrat v Mariborski stolnici. Ja, zagotovo ob 16. uri bo duhovniško posvečenje. Sam se res tega trenutka nekako najbolj veselim. Mogoče čisto tako meni osebno še bolj drag trenutek kot pa sama nova maša. Seveda bo tisto vse lepo in se tudi tistega zelo veselim, ampak na duhovniškem posvečenju postaneš duhovnik in nekako se mi zdi, da je to tisto bistveno, in bom vesel vsakega, ki bo takrat na tisti dan z mano, ki me bo podpiral v molitvi in pa tudi s svojo prisotnostjo, ko bom postal duhovnik. Ste imeli veliko težav z izbiro novomašnega gesla in kako ste se potem odločili, ta pa je ta prav? V bistvu nisem imel kaj dosti težav s tem. Nekako to geslo, ki sem si ga izbral, je iz Markovega evangelija, da bi bili z njim. To je iz tistega odlomka, kjer Jezus pokliče, izbere 12. In prva naloga, da bi bili z njim, z Jezusom. In tako sem tudi sam nekako svoj klic v duhovništvo začutil najprej kot eno željo, veselje potem, da bi bil z njim, da bi bil z Jezusom, da bi se napajal iz izvira njegovih milosti, bom rekel, v Evharistiji in pri zakramentih, pa v molitvi. In nekako iz tega osebnega odnosa z Jezusom se je pa potem rodilo tisto hrepenenje pa želja, da bi pa to lepoto, ki jo sam čutim, to veselje, radost, ki jo doživljam ob srečevanju z Gospodom, da bi jo tudi naprej delil in da bi Gospoda prinašal kot duhovnik tudi drugim. Zato je nekako te besede, da bi bili z njim, iz Markovega evangelija, se mi zdi, da najbolj lepo opišejo to moje doživljanje in na začetku poklica in sedaj tega, kar bom kot duhovnik počel v življenju. Zdaj, za samo izbiro, torej ni bilo nekega pretirane zagate ali pa pretirane težave, zagate, ne? tako ja. Nekako me je pa tudi na enih duhovnih vajah, prve duhovne vaje, ki smo imeli v propedevtičnem letniku v Šmarju pri Jelšah, takrat je to vodil gospod Vlado Bizjak in sem premišljeval ravno ta odlomek in so me takrat te besede nagovorile in me spremljale sedaj skozi, bom rekel, celotno pot formacije v bogoslovju, in je nekako, se mi zdi logično, da sem potem tudi to izbral za tisto svoje novomašno geslo, ki pa ni samo novomašno geslo, ampak ga dojemam tudi kot svoje nekako življenjsko vodilo, vedno biti z njim, ne glede na to, kakšna je situacija, kakšen je trenutek, vedno najprej biti z Gospodom in potem iz tega živeti vse ostalo, kar pač kot duhovnik in počnemo. Torej,
mašniško posvečenje 28. junija, teden dni pozneje, prav tako nedelja, pa še velik dogodek v domači župniji. Tako, 5. julija ob 10:30 bo pa v domači nadžupnijski cerkvi svetega Jurija slovesnost nove maše. Župnija se lepo pripravlja, vsi so veseli tega dogodka in se ga tudi jaz zelo veselim. Se v vas mešajo ti občutki, na eni strani morda malce strahu, malce treme, pa na drugi strani veselja? Kako obvladujete oziroma kako se znajdete v tem vrtincu teh čustev, ki jih gotovo ni malo? Ja, zagotovo je to zdaj, bom rekel, en vrtinec ali pa vrtiljak nekih čustev, ampak ko ste omenjali, bi rekel, ne vem, strahu mogoče niti ne čutim. Čutim pa eno veliko odgovornost. Odgovornost do tega poslanstva, ki mi bo z duhovniškim posvečenjem zaupano. In res čutim, da je duhovništvo in nekaj velikega, nekaj tudi, kar je treba z vso resnostjo jemati, in zato se želim kar najboljše bom rekel, pripraviti res na to posvečenje in tudi na duhovniško življenje, na maševanje, na spovedovanje, na podeljevanje zakramentov, to, kar je duhovniškemu načinu življenja najbolj lastno, bom rekel, in to pa čutim eno veliko odgovornost, da bi se na to res še ta čas, kar je do posvečenja, res najboljše pripravil, seveda z molitvijo tudi na duhovne vaje, še gremo pred posvečenjem in tako, da bi res ta čas za to izkoristil. In obenem, če smem, bi tu pozval tudi vse gledalke in gledalce, da bi res molili za nas novomašnike, da bi v bistvu se dobro pripravili in da bi vztrajali, da bi bili stanovitni v tem, kar smo že na diakonskem posvečenju, pa bomo tudi na duhovniškem obljubili, da bi bili res zvesti Bogu in tudi, da bi nekako znali pristopiti do ljudi in prinašati Kristusa. To ne bomo zmogli brez molitve in res bom vesel, vsi novomašniki bomo zelo veseli vsake molitve, vsega, kar bo, vsake podpore duhovne, ki nam jo boste v teh dneh do posvečenja izkazali, zato še enkrat res bomo veseli vsake molitve in vas prosimo za molitev. Ja, težko bi zaključila tole oddajo s takšnim povabilom, kot ste ga sedaj imeli vi. Timotej Fijavž Vivot, najlepša hvala, da ste nam približali svojo življenjsko zgodbo na tej poti do skorajšnjega mašniškega posvečenja. Jaz vam želim, da bi to doživeli v vsej polnosti, z obiljem Božjega blagoslova, tako vi, kot vsi, ki bodo takrat ob tem dogodku ob vas. Hvala lepa. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, ker ste bili z nami. Spremljajte nas še naprej.